je z mano že drugi glasbeni gost v tem lepem januarskem prvi različici oddaje. Boštjan, živjo. Čau, čau. Daj, povej mi, je bil tvoj prvi komad, ki smo ga sedaj videli. Povej mi ti, kako si ti? V bistvu zdrav, predvsem zdrav, drugače pa v redu. Kratkočasen se s pisanjem komadov, lih tako nekako učimo prek spleta, tako da ni hudega, no, počasi pa že malo najeda ta lockdown. Lockdown sicer res najeda, ampak zato pa imamo mnogo časa, da lahko ustvarjamo, vsak po svoje, ti pa v glasbenem svetu. Tako je. Zdaj, v tem času, sploh ta drugi lockdown, ko sem se preselil nazaj na Kras, je kar prišla oziroma pripihala z burjo inspiracija in komadi nastajajo. Pišem ogromno stvari in upam na boljše čase, da bomo lahko tu počasi kaj zaigrali tudi na kakšno modro, ne? Tako je, tudi jaz komaj čakam, da se vidimo na kakšnem odru in pa da lahko malo zaplešemo ob teh ritmih, ne samo prek radijskih postaj in pa televizijskih sprejemnikov, ampak v živo, ne, teh koncertov v živo, mislim, da vsakemu manjka, ne samo glasbenikom. Definitivno. Zdaj, dober primer je bil 1.1. sem nastopil na Radiu Robin, in je bilo tako, taka zanimiva izkušnja. Bili smo v eni čajbi s steklem sredi glavnega trga v Gorici in ljudje so hodili okoli, se ustavljali, poslušali, samo še zmeraj ni tisto pristno, ne, tistega stika s publiko, to kar pogrešam, no. Ja, dolgo je bilo, ne, ko smo bili zaprti in pa upam, da bo sedaj malo bolj za nas lepše leto glede teh vidikov. Ampak je bil to čas, kot smo rekli, da smo lahko se poglobili v sebe in pa nekaj ustvarjali. Daj, povej mi, imaš kakšne naklepe za to leto, si še kaj pripravil, da bomo lahko še kaj novega videli od tebe? Ja, definitivno. Zdaj, decembra sem izdal 3. singel, v bistvu, ta Pihiburja, in pripravljenih imam še kar nekaj pesmi, verjetno naslednji bo marca, mogoče prej, mogoče bolj pol, ne bom preveč obljubljal. In upam, da poleti bo album, ne, če se bo dalo igrati nekaj, tako, če ne pa še kakšen komadič. Super, komaj čakam. Pihiburja je pa komad, kot si ga ravnokar omenil, čisto nov in pa nov videospot, ki si ga bomo po koncu najinega pogovora ogledali. O čem pa govori v bistvu ta skladba? V bistvu skladba je nastala v tem koronskem času, ko sem pogrešal tisto poletno druženje. Poleti se je še dalo nekako, ni bilo čisto isto, se je dalo. In sem ogromno časa preživel na obali, ob morju in v bistvu v tem komadu se malo spominjam tistih časov, malo jih pogrešam. In ta burja, ko je na Krasu zelo prisotna, ker fajn piha včasih, ne je bila kot neka metafora, da ne odpihne te čudne korona čase proč, da se bomo lahko spet družili, objemali in se imeli radi in uživali v muziki in vsemu, kar imamo radi, ne. Tudi jaz upam, da bo ta tvoja želja uslišana, da bo ta burja odpihala vso to negativo, ki smo jo bili deležni in pa prinesla same nove izkušnje in pa seveda nove koncerte in pa skladbe. Povej mi tudi, ta Pihiburja si bo lahko naši gledalci ogledali, je v tem prisrčnem kraševskem naglasu, ki ga imaš, ali tudi nadaljnje tvoje skladbe kot kantavtor, jih pišeš v tem kraševskem naglasu? Ja, v bistvu je bila kar ena pobuda strani producenta Aleksa Volaska pa mojega dobrega prijatelja Gabra Radojeviča, da naj kar pojem po naše, tako da sem se odločil, da bo kar tako verjetno stalnica. Tudi lažje mi je vse skupaj, je dosti bolj pristno, mogoče zaradi tega, ko smo bližje Italiji in italijanski jezik malo bolj speven, imamo en kup takih besed italijanskih noter in je lažje pisati pesmi, lažje jih je peti, res se počutim bolj jaz, ne. Super, jaz podpiram to odločitev in pa
moram reči, da mi je zelo všeč ta naglas in pa mečken drugače, kajti mi smo zelo narazen, tukaj smo že skoraj Štajerska in pa Primorska in je bilo dosti besed, ko sem jih mogla dejansko iti prebrati besedilo, da sem vedela, zakaj se je šlo. Recimo, katere nisi razumela? Ne morem jih niti ponoviti. Kaj pa je takšna beseda, morda, ki jo mi ne bi tukaj zastopili? Imaš kako zanimivo italijansko, kraševsko besedo za nas? Recimo, dobro, v naslednji pesmi sem porabil enih par takih, recimo kušin, ne? Kušin je vzglavnik. Ne? To mi kar pogosto rečemo, reče mama, si pobral kušine, ne? Sam mama. Mi imamo polštre, ne? Mi imamo polštre, to vsi razumejo. Polštre razumejo vsi, ne? Kušin pa ne. Recimo štemam, ne, to tako, to pomeni te imam rad, ne, to je ta taka zanimiva beseda, ko mi je kar všeč. Ne vem, pol imaš tudi, da ne rečem kakšne grde besede, ki pa vsi poznamo, ne, primorsko. Tako, no, jaz se kar dobim v tem kontekstu in se mi zdi, da tudi odziv je bil zelo dober, vsi mi pravijo, da kar ne nadaljujem tako in verjetno bo glih to. Tudi jaz tako pravim, nadaljujem v tej smeri. Komaj čakam seveda, da bodo razmere majčkeno drugače. To tako vsakemu rečem, ki je v naši oddaji, kajti jaz komaj čakam, da se sprostim, da lahko gremo na kakšen koncert. Sem pa zelo velika oboževalka tudi tvojih skladb in pa teh akustičnih kitarskih ritmov, tako da upam, da boš tudi kaj kmalu lahko prišel v naše konce. Ja, jaz tudi upam. V Celju sem bil kar doskrat igrali v pivnici, pa tudi pred kavarno Metropol. Letos je bilo tudi dogovorjeno in se ni šlo, malo je vreme nagajalo, malo so nagajali ukrepi, tako da tudi jaz pogrešam Celje, čudovito mesto. Če ne bomo pa prišli na Kras, ni za to, ali pa nekam na Primorsko ali Kraševsko. Pridite, bomo narezali malo pršuta, malo terana in sem veril lepo, ne? Bomo kakšno zakantali in to je to. Mislim, da vsi gledalci sedaj bi se pozitivno odzvali na to vabilo, da lahko nekam gremo, sicer pa v vaše lepe konce in pa seveda ob tako dobro glasbo, ki nam jo ponujaš. Tako da ne boš imel na koncu gužve in pa bomo vsi Štajerci prišli do tebe. Mislim, po tem času, ko smo tukaj zaprti, bi prav pašalo. Še ena primorska beseda, bišaldo pašalo. To pomeni zelo. Bišaldo pašalo. To pa je? Ja. Neka vrsta Zelo, paste. zelo. A je zelo? Ne, zelo. Šaldo. Bišalno. No, super. Evo, če ne druga, se bomo prišli naučiti malo kraševskih besed. V bistvu niti ni podobnosti, ne? Mogoče pa zato, ker smo si tako narazen. Sicer je Slovenija res majhna, ampak toliko, kot imamo mi različnih naglasov in pa narečij, je neverjetno. Recimo jaz že, ko sem prišel iz Sežane v srednjo šolo v Novo Gorico in ko so prišli fantje iz Tolmina dol, ne, jaz jih kakšnih besed nisem razumel, ne. Prav ni, in kakšne besede, ko imamo iste, pa imajo čisto drugačen pomen in smo imeli problem se razumeti, ne, a sploh pa da ne govorim z Idrije, no. Idrija je tudi taka, ali pa Prekmurje, mislim, Slovenija čudovita, majhna, ima, kako si rekla, toliko narečij, to je fenomenalno. Tako da jaz tudi podpiram vsakega, ko ustvarja v svojem narečju. Pač bodi ti, kar si. Tako in tudi drugi imamo potem to možnost slišati, marsi kakšno glasbo in pa narečja, ki jo morda tukaj v tem našem koncu ne bi niti, jaz nikoli ne bi, jaz ne morem nobene tvoje besede zdaj ponoviti. Kako si rekel, da se reče rad te imam, da to jaz naprej povem? Te imam. Te imam. Ok. Bom sam zavrtela video, pa bojo že razumeli. Je super. Januarja tukaj, kakšne so pa kaj tvoje novoletne zaobljube? Dobro, mislim, ni lih zaobljuba, cilju je bilo ful, ena taka čisto spontana je bila, da sem 1.1. se vrgel v morje. Bilo je izjemno mrzlo in se mi zdi, da ne bom več ponovil tega. Je bila dokaj spontana in ne vem če bomo ponovili. Drugače pa ja, ko sem rekel, pišem pesmi, upam na album čim prej, upam na čim prej kakšen koncert, mogoče tudi tule na Krasu, ne vem, mislim,
Mal je tako. No, Bomo videli. dobro. Bomo videli. Ja, Nikoli ne vemo. Tam nazadnje sem prej že opazila tvojo zbirko kitar. Tam ne vidim en synthesizer. Znan si potem, da igraš milijon enih inštrumentov. Kaj pa v bistvu tisto, kar poleg kitare najrajši vzameš v roke? Ne vem, mislim, recimo med prejšnjim lockdownem sem si obavil elektronske bobne in sem se malo naučil in to. Zdaj sicer jih nimam postavljenih, ko se nisem še čist preselil in to. Drugače pa pojem rad itak. Banjo sem recimo včeraj igral, ko nekaj snemam eno novo pesem. Vsega pomalo, no. Ko si pa omenila kitar, letos sem ponavadi vsako leto, konc leta objavim spisek in neko bilanco koncertov zaključnih, ne, za konc leta, in letos, ker jih ni bilo toliko, sem rekel, bom pa preštel moje kitare, ne. In jih bom postavil vse na eno mesto, kolikor jih imam doma in to, in bom poslikal, in tudi na Instagramu je slika, ne, in sem gotovo, da imam točno toliko kitar, kot sem imel lani koncert, in to je 22. Wow. Koliko je bilo pa koncertov? 22. Ne, letos. Letos eden, lani 22. Wow, super. Upam, da boš teh 22 oziroma 21, ki ti jih manjka še od lani letos nadoknadil in pa dodal še nekaj novih. Tako. Ja, kitar imaš pa res ogromno. Kaj pa je vse druge, kar še igraš poleg benja in pa synthesizerja in pa vseh bobnov in pa... Ukulele, nekaj malega klavirja, čeprav ne moram se lih pohvaliti, da sem nek grozen pianist, to sem tudi včeraj gotovo, ko sem pisal eno pesem, da je boljš, da jaz to pošljem mojo prijatelju Marjanu, da posname. Drugače pa, moj prvi inštrument pa ni bila kitara v glasbeni šoli, je bil pa pozavna. Ja, to sem pa nekje prebrala in zasledila. Pozavna, zelo zanimiv inštrument. Jaz sem začel v bistvu, takrat, ko sem se vpisoval v glasbeno šolo, seveda bobni, kitara, klavir, to je bilo vse zasedeno. Ni bilo prostih mest in takrat je ta učitelj, Simon Perčič v Komnu, je predlagal moji mami, ko sta dobra prijatelja, zakaj pa ne gre na pozavno, ne? To je prosto, to se išče in jaz se pa nisem najdel jih, no, tam. Sem pa jo igral kar 9 let. Wow, super. No, torej nekaj še znaš in pa mogoče Ja, pa... definitivno. Mogoče pa kak koncert s pozavno. Tako, vsako toliko jo vzamem ven s kovčka, enih parkrat sem tudi nekaj snemal z njo, sicer ni bilo nič izdanga, ker ni bilo v kontekstu ali nekaj. Jo imam pa še zmeraj doma in jo spiham vsako toliko in nisem pozabil na njo, tako. Pa lahko kdaj pričakujemo kakšen tvoj komad na pozavno, na kakšnem koncertu ali pa v videospotu? Ja, ne bom rekel, da ne. Ne bom rekel, da ne, zato ko se mi zdi, da bi se dalo, samo ne pa čisto v bližnji prihodnosti, tako. No, super, mogoče pa na kakšnem dogodku nas presenetiš. Tako. Je kakšen inštrument, ki si pa morda si rekel, to bi se pa rače naučil? Inštrumentov je ogromno, no. Recimo en tak je saksofon ali pa mandolina. Mislim, inštrumentov je tudi tako, meni se zdi, da ko enkrat obvladaš ti neko glasbeno teorijo, nov inštrument ni problem se navaditi, samo si moraš res vzeti čas, ne. Kakor sva lih preko sva šla v kader govorila, ne. Tudi futsbal, kitaro se lahko vsak nauči, samo si moraš vzeti čas in imeti voljo, ne. Zdaj, ne da časa nimam, samo si ga ne vzamem, zato ga rajš posvetim kitaram in petju. Torej, glasbene vode so tvoj hobi, kaj pa še poleg tega, da igraš in pa poješ in pa pišeš, vse je povezano z glasbo, imaš morda kakšen hobi, ki pa ni ravno povezan z glasbo? Recimo, zelo rad ustvarjam, ne. To je zdaj zelo širok pojem. Zdaj med karanteno sem si nabavil en tak kit elektronike in sem sestavil en pedal za kitaro, recimo, ne, pa sem ga pošprejal, pofarbo in tako da take zadeve ali pa recimo kakšno zadevo doma popraviti ali pa kuhati, v bistvu bilo kaj, kar ni povezano z glasbo, mi je rad v hobi, ko glasba ni več hobi, ne.
No, dobro, glasba je v bistvu en velik del Je pa tvojega najboljša življenja. služba, je najboljša možna služba ever. Ne bi dal nič, mislim, ne zamenjam za nič na svetu. Ne. To, da lahko predajam glasbo naprej in učencem in poslušalcem, mislim, to je nekaj čudovitega. Ne. In da si za to še plačam. Mislim, halo. Ja, sigurno, verjamem, da je sanjsko, če počneš to, kar si res, res želiš in to potem delaš dejansko s srcem. To se pa tudi vidi v tvojih skladbah in pa besedilih in pa navsezadnje tudi v vseh videospotih, ki nam jih predstaviš. Tako da upam, da iz teh videospotov nastanejo koncerti in pa lahko to predaš tudi publiki naprej v živo. Ja, jaz tudi upam na to, da bo čim prej. Torej se vsi glasbeniki, nekakšni ustvarjalci, prej si omenil, da rad tudi kuhaš, imaš kakšen najljubši recept, ki ga pa uporabiš in pa tvoje skrivne sestavine, ki jih daš noter in pa rečeš, to mi je pa res uspelo. Meni se zdi, da en najboljših receptov, ko mi skoraj zmeraj rata, je pašta na način sprazni hladilnik. Ne? Razumeš, ne? Pač kar imaš hladilnik, kar bi, če ne vrgel proč, tisto nekako zmešaš in zmeraj rata dobro. Torej kreativno in za vsako malo drugače. Tako. No, super. Evo, bomo danes to seveda uporabili doma, ko ni veliko časa za kuhanje. Bom pogledala, kaj mi je ostalo. Januarja se mi zdi, da imamo vsi vsega polno glavo. Tako da, Tako je. hvala, Boštjan, za tvoje kuharske nasvete in pa seveda Hvala tebi, tvojo Maja. dobro glasbo. Zdaj si bomo gledali ta tvoj Pihiburja. Morda še boš Ja. kaj povedal o tem videospotu. Videla sem, lokacija je fenomenalna. Jaz, ko sploh pa nisem iz tistih koncev, bi najrajši se kar preselila tja ali pa da me burja malo odpelje tja za kakšen dan. Pridi na obisk, ne? Pridem na bo pašti iz lahko. hladilnika in pa na pršut ali pa teran ali kjer vino Pa imate tam. oboje. Teran. Teran. Dokaj ga nam ne vzamejo Hrvati, ne? Ne bojo, nekaj nam pa lahko stane. No, saj to. Videospot je bil v bistvu posnet tukaj čist blizu, 2 minuti z avtom, proč od moje hiše. Je ena taka lepa kraška gmajna Gabrk, ki je tako, če ne, dokaj priljubljena pohodna pot za domačine in za sprehajati pse in tako naprej. Posnela sva ga s sestro, ko drugače se pač ni dalo, ne, zaradi tega lockdowna. Jaz sem si obavil en tak stojalo, stabilizator za telefon, ona je vzela telefon, jaz sem tam hodil in ona me je snemala. Malo se je sicer treslo vse skupaj, zato je pihala burja, tisti dan je bila res huda burja in tisti stabilizator kar premikalo levo desno. Ma drugače je to, ujela sva tiste jesenske kraške barve, tisti škrlat in ruj in vse to. To je v bistvu tudi to, glede tega videospota. Super, sem vesela, da sta tudi vzela to v svoje roke in da je res ta izdelek na koncu res tvoj in pa da to neko tvojo noto v celo skladbo in pa videospot. Lahko si pa, v teh časih se lahko zavedamo, v kakšnih lepih krajih smo doma, kajti če si rekel 2 minute stran, to dejansko si lahko neizmerno srečen, da imaš takšno pokrajino okoli sebe in da lahko tudi v teh časih, ko smo priklenjeni na svoje občine, to izkoristiš in pa si v takem lepem okolju. Tako. V bistvu smo kar dosti časa sva tudi z mamo sva porabila, da sva prehodila te kraške poti in kraške te bližnje hribe, vzpetine, kakorkoli. In res je, Kras je čudovit, res je čudovit. Sploh pa recimo lih takrat oktobra, novembra, to je bilo fenomenalno, no. Barve, vse. Verjamem in pa to si bodo lahko naši gledalci tudi sedaj ogledali, tako da vabim vse v ogledu tega videospota Pihiburja. Naj piha burja in pa odpelje vso negativo v stran in pa seveda prinese same dobre vibracije in pa plesne ritme. Tako da, Boštjan, hvala lepa za takšen komad in pa seveda za takšen kader, da bomo lahko vsi sedaj uživali v teh kraških lepotah. Hvala tebi in hvala tudi vsem gledalcem. Lepo se imej in pa poglejmo si spot.